Lepo pozdravljeni. Otroci, prav gotovo veste, kateri dan je danes, kaj ne? Slišal sem namreč, da vas to noč obišče Sveti Miklavž. Ste mu vsi napisali pismo? Menda je lani imel toliko pisem, da še sam ni vedel, ali mu bo uspelo. Pa vendar mu je. Ampak kdo sploh je ta dobri mož, ki vas vsako leto obišče v noči iz 5. na 6. december, ko ima svoj god? Za današnji večer sem se odločil, da vam preberem zgodbico o tem gospodu, ki še danes obišče male in velike. Pred davnimi časi so v mestu Mira živele 3 sestre s svojim očetom. Nekoč je bila družina premožna, toda prišli so hudi časi in sestre so morale iti na ulice beračit. Nekega zimskega dne, ko so bile ceste zaradi dežja mokre, so stale na uličnem vogalu, trepetajoče od mraza. Nenadoma so zaslišale zvoke vesele godbe. Poročni sprevod je dejala najmlajša sestra. Pojdimo ga pogledat. Zgrnila se je že množica gledalcev in sestre so se morale povzpeti na prste, da bi za hip videle nevesto. Kako ljubko obleko ima, je vzdihnila najmlajša sestra. Kako čudovit sprevod ima, je vzdihnila srednja sestra. Kako sijajen dom boste imela z možem, je vzdihnila najstarejša. In ali se vama ne zdi čeden? Tedaj je eden od poročnih spremljevalcev stopil naprej. Napravite prostor za svate, da gredo mimo, je ukazal. Sestre so se morale umakniti. Sicer pa se že dela noč, je rekla srednja. In noge imam vse premočene, ker sem stopala po lužah. Pojdimo domov. Vse utrujene so korakale po ozkih uličicah. Molčale so. Vsaka od njih je razmišljala o svatovski gostiji, na katero niso bile povabljene. Zato so bile preveč revne. Bile so tako revne, da jim oče ni mogel priskrbeti niti dote, ki jo potrebuje vsako dekle, če se poroči. Tam zadaj, v siromašnem bivališču, ki je bilo njihov dom, so se zule svoje premočene čevlje in nogavice in zanetile ogenjček v kaminu. Kmalu se je vrnil njihov oče. Danes mi je uspelo najti delo, je povedal. Pomagal sem popravljati streho na cerkvi. Kljub temu pa nisem mogel kupiti veliko hrane. Dobro, kolikor je, bomo z užitkom pospravili vsi, je dejala najstarejša sestra in se trudila, da bi to zvenelo veselo. Pogrnile so mizo in vsak od njih je dobil skodelico juhe, ki so jo jedli molče. Vsaka od deklet je mislila na imenitno pojedino, na kateri se je sredi mesta gostila srečna nevesta. Ogenj je ugasnil in v hiši je postalo mrzlo. Sestre so pustile svoje čevlje in nogavice pri ognjišču, oče je zaklenil vrata in zaprl polkna in vsi so šli spat.
Ogromne bakle so razsvetljevale veliko dvorano sredi mesta, kjer je bilo poročno slavje. Mnogi bogati ljudje so prišli v svojih najlepših oblekah, da se pridružijo veselju novoporočencev. Zdaj so jedli in pili, peli in plesali. Med njimi se je sprehajal preprosto oblečen mož, ki mu je bilo ime Nikolaj. Bil je voditelj cerkve v mestu in prav on je opravil poročni obred za mladi par. Mnogi svatje so ga poznali kot prijatelja in Nikolaj se je res trudil biti prijatelj vsakogar. Moj dragi Nikolaj, Ga je poklical neki mož. zelo sem vam hvaležen, da ste obiskali mojo ostarelo mater, ko je bila bolna in sem bil jaz zaradi trgovskih poslov odsoten. Tako prijazni ste bili. Prosim, sprejmite ta mali dar z našo hvaležno zahvalo. In izročil mu je vrečko zlatnikov. Nekoliko kasneje se je skozi množico prebila do Nikolaja neka žena. Moj sin je presrečen, da zdaj hodi v šolo in veliko lažje bere, je rekla. Prisrčna vam hvala, da ste ga naučili črk. Vem, da boste rekli, da to ni bilo nič težkega, vendar bi vam rada dala majhno darilo. In tudi ona je v Nikolajevo roko stisnila mošnjo zlatnikov. Nevestin oče je zagledal Nikolaja na drugi strani dvorane in je stopil k njemu. Štejemo si v posebno čast, da ste prišli na svatbo naše hčirke, je zaklical. Veseli smo, da ste lahko opravili poročni obred in ste klicali Božji blagoslov za prihodnost naše hčirke. Seveda čutim dolžnost, da vam poplačam in dam še nekaj več, saj to svojo prijaznostjo več kot zaslužite. Nikolaj je dobil še novo vrečko zlatnikov, ki jo je spravil v žep svoje halje. O polnoči, ko je bila gostija na višku, se je Nikolaj poslovil. Hodil je po temnih ulicah in se napotil po ozkih uličicah proti revnejšemu predelu mesta. Kmalu je prišel do hiše, ker so živele 3 sestre s svojim očetom. Je dejal, ko je ogledoval stavbo od strehe do tal. Nimate denarja, da bi opravili svojo lastno streho. Pa si danes tako pridno delal na cerkveni strehi. Lepo, lepo. Mislim, da je prav zdaj nastopil srečni trenutek. Stopil je na voziček in od tam splezal na streho in se plazil naprej in se pri tem hihital kot razposajen deček. Ustavil se je pri dimniku, ki je bil zdaj hladen, ker je ogenj ugasnil, in segel v svoje žepe. To bo koristno za vas vse, je dejal. Prva vrečka zlatnikov, druga, tretja. Joj mene, to je bilo pa bolj hrupno, kot sem pričakoval, je brundal sam pri sebi, pohitel dol na cesto in pričel teči. Hišna vrata za njim so se naglo odprla. Kdo je? Je ostro zaklical oče. Kaj pomeni ta ropot? Najstarejša hči, ki je stala za njim, je skušala prižgati svetilko. Gotovo ni bil kakšen ulovnilec oče. Saj nimamo nič takega, kar bi se splačalo ukrasti. Mogoče so ropot povzročile saje, ki so padle iz dimnika. Nekaj je padlo dol, je rekla najmlajša sestra. Povsod čutim neke reči. Plamen svetilke je močneje vzplapolal in najstarejša sestra je prižgala luč. Zlato je zašepetala srednja sestra vsaj iz sebe. Glejte, zlati kovanci po tleh, pa v naših čevljih. In eden je celo pri prstih mojih nogavic, se je zasmejala najmlajša. Njihov oče je stal za njimi, nejeverno zmajal z glavo, njegovo srce pa je prekipevalo od radosti. Nekdo nam je izkazal dobroto, je rekel. Nekdo nas je blagoslovil.
Zgodaj zjutraj je najstarejša sestra šla na tržnico, da bi nakupila hrano za praznično kosilo. Tudi jaz grem s teboj, se je oglasila srednja sestra, da ti pomagam izbrati blago za novo obleko. Potrebovala jo boš, kajti oče in ti bosta morala začeti iskati moža zate. Prav, ti pa misli na to, da se boš morala poročiti kmalu za mano, je odvrnila najstarejša sestra. Jaz pa bom lahko nekoliko dlje počakala, se je oglasila najmlajša, zato bom lahko zlatnik, ki je v moji nogavici, porabila za nekaj čisto posebnega. Ko so se zbrali pri mizi k prvemu res dobremu kosilu v letu, je njihov oče vstal in naredil majhen govor. Ne vem, kdo nam je danes prinesel vse to bogastvo, je dejal. Toda včeraj mi je škof Nikolaj pri cerkvi rekel, da ves blagoslov dejansko prihaja od Boga. Zato se danes iz srca zahvalimo Bogu za to dejanje dobrote in veselimo se, da je naše življenje postalo srečnejše. Že jutri si bom začel prizadevati, da tebi, moja najstarejša hči, najdem dobrega moža. Kmalu pa boste neveste vse tri. Še več, je nadaljeval. Prosil bom škofa Nikolaja, naj opravi poročni obred in prosi Boga, da bi vsako od vas spremljal Božji blagoslov vse dni življenja. Tako, otroci. Sedaj pa poznaste, kdo je naš sveti Miklavž. Škof Nikolaj. Če mi pa ne verjamete, potem pa vas vabim, da prihodnje leto svoje pismo naslovite takole. PN, Škof Nikolaj, Nebesa, ulica Škofov 6. Po mojih informacijah bi moralo tudi tako naslovljeno pismo najti svetega Miklavža. In zagotovo bo vesel, da ga kdo še kdaj pokliče po svojem imenu. Dragi otroci, tudi mi pomagajmo tistim, ki so v stiski, ko le lahko. Kaj pa, če bi tudi sami postali Miklavži? Več o tem jutri. Sedaj pa brž v posteljo. Lahko noč.